Dobro jutro, magneti in magnetistične magnetke, ali kako se temu reče. Baje je Zemlja en velik magnet, ne, ki privlači vse, da se mi prepopamo na Zemljo. Ne. Torej v sredini je ena velika magnetna kugla, ki skozi severni pol daje silnice pozitivne, ne, na jug pa negativne. No, čeprav magnetogram baje meri tudi južni pol, sicer pa vsi poznamo kompas iglo, ki gre v severni pol. Ne. Torej, kakorkoli potuješ okrog Zemlje, zmer prideš v severni pol. Ne. Kako oni točno definirajo južni pol, ker igla ne kaže na jug, pa ne vem. Baje se to nekaj vse sicer nekaj da, ampak je ful težko. Klinca, klanca. Ta magnet in ta magnetizem ni to ta stvar, ne. Naenkrat je magnetizem postal gravitacija in mi smo na magnetizem pozabili. Čeprav iz magneta kot tacga je možno dobivati električno energijo in pravzaprav vse naše mašince, vsi naši motorčki in zvočniki, vse so to povezava med elektriko in magneti. Okej. Ampak jaz sem se hotel nasloniti na eno drugo magnetno silo oziroma zakon privlačnosti, law of attraction. Ne, magnetizem je sila, ki povezuje vesolje skupaj. Kako pa zdaj? Jaz sem vam večkrat že razlagal, delaj tisto, kar delaš rad, ne bo tvoj notranji kompas vezan na tvoje strasti, na tisto, kaj imaš rad, oziroma celo še globje, da si ne predstavljaš dneva, da ne bi počel tega. Česa? Tistega, kar imaš rad. In temu bi lahko z drugimi besedami rekli, mene pa privlači peka kruha, ne? Pa privlači me igra z mojimi psičkami, privlači me jezero, privlači me taka in taka oseba, ne? In to je ta privlačnost. Ona je nad željami, ne? Zdaj imam en krasen primer, se mi je včeraj utrnil. Recimo, da si jaz želim, ne? Če smo rekli, želje niso glih čist najbolj prava stvar, magnetizem je nekaj večjega, ne? Ampak dajmo tako, jaz si želim imeti cekular, ne? In zdaj nimam recimo denarja, da kupim ta cekular, ne? Se pravi, da vtipkam cekular.vsi, radi bi žagali mi in izbereš cekular za to, ko imaš v žepu denarja, ne? Če nimaš v žepu denarja, ti vesolje tega ne da v žep, ampak preizkuša tvoj magnetizem, ali je ta magnetizem res dovolj močan. Evo, tako to gre. Ti si želiš cekular in nimaš. In brskaš cekulari Makita, cekulari Bosch, cekulari Vaki, ročni, funkcija 1, 2, 3, ima drsalko zraven, se pravi te tračnice za rind, a reže tudi kot, ali reže globino. Naenkrat se ti malo bolj spoznaš na te cekularje in vidiš, da imaš enofazne, trofazne, 700-vatne, 2-kilovatne, na jermen, brez jermena in tako naprej. Naenkrat ti poznaš, prideš malo dože, marička, se pa cekular zbrati ni kar tako, ne? Ampak denarja še vedno nimaš in še vedno sanjariš o tem cekularju, ne? In si že ogleduješ video posnetke, kaj bi ti vse naredil, kakšne pripomočke rabiš, kako se žaga to in ono, kako se spaja, zdaj boš ti nekaj narezal, pa moš pa takoj spajati, imaš različne vrste spajanja, vidni, nevidni spoji, japonski, šraufarski, nešraufarski, stipelni, jaz ne vem, z peresi, ne vem kaj še vse. Še vedno nimaš denarja za cekular, vendar ti že malo se pozanimaš, po koliko pa so neke plošče za kupiti v Obiju, koliko so v Lesnini, koliko je kakšna deska tle pri nas, kaj pa če bi desko ti pelil nekam zublat, pa bi jo, koliko bi pol to bilo, že malo sprašuješ, kdo ima ubel mašino pri nas, ne, kako se da lepiti deske, še vedno smo pri cekularju, ne, ampak ti že naberaš dodatno znanje.
In ko prideš v interakcijo z ljudmi, ne, mi ljudje želimo biti v interakciji z ljudmi. Pustimo zdaj to osamitveni del, ki je del karantene, očiščenja, ki ga nujno rabimo, ampak mi želimo sodelovati z ljudmi, drug z drugim. Naše pleme je tako narejeno, a ne? Kot narava v sobivanju in sodelovanju. No, in ko prideš v interakcijo z ljudmi, ugotoviš, da tudi spregovoriš o tem, da imaš željo po delavnici, samo nimaš cekular, ogleduješ, kakšen pa, tak, pa koliko pa denarja, pa kva. In med tem se lahko zgodi, da najdeš, da nekdo reče, joj, meni pa tamle en cekular stoji od dedka pokojnega, jaz ga ne rabim in zdaj, če ti kaj prav pride, ne. In za koliko mi ga pa daš, ne? Pa ti ga pa daš lahko za ceno bistveno manjšo, kot si ti gledal prvotne cekularje, ne? Ampak ti si dobil v bistvu boljši cekular, pa starejši, ampak z več funkcijami, z večje moči in ne vem kaj. In zakon privlačnosti te pripelje do tega cekularja, da ga naenkrat dobiš mnogo ceneje, možnost imaš, bom rekel, plačati v 2 obrokih, in naenkrat imaš cekular. Se zastopimo, če bi imel dovolj denarja na lagru, bi odtipkal in bi ga naročil, ampak ti bi bil ob enkapenga znanja, ti bi imel cekular, ampak ne znaš niti rezati, niti brusati, niti spajati, ne poznaš ljudi, kje bi kupil, kaj so dobri materiali in tako naprej, kaj vse se da narediti. Zakon privlačnosti oziroma magnetizem deluje na ta princip. Tudi jaz se nisem spraševal, jaz sem hotel spoznati ljudi normalne, pa bom rekel odprte, pa sem jih iskal enega do enega, pa sem ugotovil, da pri tem ne gre, pri unmu ne gre, pri tretjemu tudi ne gre, zgleda, da sem jaz neka osamljena črna ovca. Ampak, ko sem skozi neka svoje navodila dobil navodilo deluj, sem deloval, takrat se nisem spraševal, koga bom spoznal, takrat se nisem spraševal, kako bom od tega preživel, ali bo to postajala moja služba. Moja naloga je bila daj. Ko sem dal od sebe stvari, sem nekako realiziral, čakaj, tle sem si krasno napisal, kam sem pa zdaj dal? Tako, ja, nekako se je začel ta law of attraction, zato ker človek je kot magnet in privlači vse tisto, ki konstantno privlači vse tisto, kar govorimo, mislimo in občutimo. Če občutimo strah, privlačimo strah. Če občutimo predajanje, dobimo predajanje. Če čutimo pogum, privlačimo pogum. Če mislimo pozitivno, privlačimo pozitivno. Absolutno so vmes prevarantje in oblečene namaškorani ljudje, ki probajo se nam ušunjati v našo bližino. Vendar nam je čas korone kar lepo odstranil vse ljudi, ki ne vibriramo isto, kjer magnetizem ni obstajal, ampak so obstajale navidezne vezi, v katere smo verjeli. Počasi prehajamo v obdobje, kjer bomo res tega magnetizma še bolj deležni. Včasih tega magnetizma nismo mogli razumeti, zaradi tega, ker nismo znali prepoznati, da je laž, prevara, manipulacija in maskiranje tako zelo gromozansko veliko. Danes zjutraj sem prebral, ura je 4:57, v pečici se pa že kruh peče. Tako da relativno je, kaj sem jaz danes zjutraj prebral. Mislim, relativno kdaj je zjutraj. Prebral sem namreč, da je na svetu v tem trenutku le 5% ljudi prebujenih in pomaga razumeti to celo zgodbo preporoda ostalim 95% ljudi, ki molčijo in čakajo na svojega odrešenika. Ja. Ampak preporod
prebujenje je intimna stvar in je zelo osebna. Še eno sem si napisal. In ta vzpon, torej prebujenje, delamo zase in iz sebe. Ugasni televizijo, novice in ne vleci nikogar s seboj po svoji poti. Ne moreš zbuditi nikogar. Lahko si samo zgled in postaneš bolj jasen magnet, kaj naj se tebi približuje. Po drugi strani pa ima magnet dva pola, ne? Bodi tudi odbojnik za tisto, kar ni tvoje. Nekako narcisi oziroma sistem kot tak je hotel nam naprtiti tiste stvari, ki nam niso naše, samo da so bila bremena na nas večja. Ja, in želja kot taka, če smo začeli želja po sekularju, mora obstajati tudi želja po spremembi. Ampak če si človek želi vzpona, prebujenja oziroma spremembe, ni zadost. V to je treba nekako vložiti neki interes, neko voljo v kontekstu, rad bi na sebi nekaj spremenil, rad bi zrastel, torej bi bilo fajn, če kaj preberem. Kje pa? Mislim, kdo pa je kaj prav povedal, ker zgleda Janša mi ne bo pomagal se prebuditi, ne? Pa ne vem, kot kaže, tudi ti farizeji niso neka prava stvar. Zgleda, da moram brati debele knjige, ne? Zdaj, če slučajno kdo naleti na Turšiča, pol bo rekel, ja, pa to je pa lažje, kakor sem jaz mislil. Pač kekca špilaš pa je, ne? Ampak na nek način je treba se osvoboditi vseh bremen in biti, vendar želja mora vsebovati tudi korak akcije. Pa akcija ni nič boleča, misliti ne boli, čeprav se tega ljudje tako močno zelo otepajo. Ne vem zakaj. Pravzaprav res ne razumem, ker misliti ne boli. Boli pa tisto, kar v bistvu smo zdaj množično prisotni, da razpada ego pri ljudeh, in to pa je bolečina. Ampak zaradi razpada ega ni še nihče umrl, ne? Ni to zdaj ta bolečina taka, ne? To je samo v glavi bolečina, ki smo si jih risali in tako, bom rekel, navezanost na ljudi, na stvari, na ne vem kaj. Čustvena navezanost pa te boli, ne? In mi smo bili čustveno navezani tudi na naše identitete. Jaz sem bil navezan na to, da sem tonski mojster, pa sem te stvari tako rad počel, pa nekako se posel nekako izgubil, pa korona, pa to. Se kopem, tišno, pa jaz bi pa tako miksal, ne? Ampak nas je korona kar odmaknila, kar prisilno od nekih stvari, tudi tistih, ki smo jih imeli, na katere smo bili navezani. Navezanost je nekaj drugega kot magnetizem ali pa imeti rad. Tam je naveza, je špaga, toga, ne privlači. Magnetizem pa je privlačna sila, ki jo je treba upoštevati in je treba prisluhniti, ker notranji kompas nikoli ne laže, nikoli on nas ne bo zapeljal narobe. Zapeljejo nas ljudje s svojimi predstavami, kakšni da so, kaj vse ugodnosti imajo za nas, in nobena brezplačna stvar ni brezplačna. Na nekem nivoju je treba plačati, vsaj take imamo izkušnje od za nazaj, ne? Dobro, mi smo se pogovarjali o tem, da moramo čuvati svoj mir. Naš mir je v bistvu največje bogastvo. Ampak znotraj miru se šele da začutiti to sveto energijo, atomsko, taki gore premika, taki ki dovoli slišati misli enega, vse je eno, ene zavesti, in da slišati strune srca. Ta atomska energija, vaša lastna,
je sveta stvar. Zaradi tega jo je treba čuvati. Ker pravite ali pa pravimo, nisem jaz iz tega sveta, pa ta svet ni zame, pa vedno sem se na tem svetu počutil čudno. Ampak svet je spet izpeljanka besede, kako je naša beseda sveta. In ko bodo svetli in sveti enkrat zakorakali v to, bomo rekel, situacijo sveta, takrat bi rad bil del, bi bil rad v njihovem številu, sem že. In vas vabim, welcome to the jungle, pridite k meni, pridite k nam, welcome to my world, nam je pel Steve Reeves, dobrodošli v mojem svetu. Čebelica Maja, Karel Gott je isto rekel. Mi nekako ne znamo, mislim, težko nam je se ločiti od stvari, ki smo jih vzeli za svoje, predvsem svoje identitete in ego. Treba je to skiniti, ker to ne rabimo. Mi smo narava, še enkrat. Tam se zgodi mnogo uvidov in mnogo prebojev in dejte jo koristiti, lepo vas prosim, še bolj, kolikor jo premalo. Dobro, okej, mogoče tlele religija je za ljudi, ki se bojijo pekla, duhovnost pa je za tiste, ki so skozi peku že šli. Peku je razpad ega, religija pa ego fila. Malo probajte še v tej smeri kontemplirati. Včeraj smo imeli Zoom, pa smo tudi kar nekaj stvari nagruntali skupaj. Super fora so ti Zoomi, različni ljudje, različne teme, različni odzivi in predlogi, ugotovitve in opažanja skozi življenje in skozi čas korone in bom rekel zadnje leto, ko se stvari bolj pospešeno odvijajo. Mi smo rekli, da to so energije vesolja, pa CME, pa Schumannove resonance, pa galaktične energije. Vse sort je to možno, vse sort lahko, ampak naša kolektivna zavest človeka se širi, pa pika. Tako nekako to gre. No in vmes je bilo tudi, bodimo ubrisani, Mi ljudje smo ubrisani. Ja, jaz sem ponosen, da sem ubrisan in z veseljem sem ubrisan, ker tako je naše pleme, malo noro. Niso nam dovolili biti ubrisani, nori, sproščeni, nasmejani, razigrani in ustvarjalni. Vse to so oni ubijali in so rekli, ne boš ti tu delal, to bomo mi naredili, zato ker mi smo pa pristojni za te stvari. Karikiram, jaz bi tudi lahko bil poslovno uspešen, če bi izdeloval količke za obcestne količke, recimo. Sam kaj, ki jih ne bom prodal, ki je že jasno, da je kupec izbral sebi svojega najljubšega prijatelja z druščine. In on bo imel posel, jaz pa ne. In tako ne more funkcionirati ta družba. Vse je šlo čist narobe. Me veseli, da opažamo. En kolega je objavil video, je rekel, kakšne neumnosti počne ta sistem. Veš, stanovanjsko naselje, in tam pride nek javni uslužbenski, no on mora pomesti vse. In pride z unim pihalnikom, veš, ki je za listje. In on šumi tam, piška, jaz ne vem koliko časa, ampak nič ne odpiha. Tam ni nič za odpihant, ne listja, ne smeti, ne nič. Torej gre sem za delanje šundra, noise se reče temu profesionalno v audio svetu, in ta šum so oni vtikali vse povsod. Šum v komunikaciji je tudi njihovo maslo. Če smo se pogovarjali par dni nazaj o tem, da je dobro, če človek razume sogovornika in želi biti razumljen s strani sogovornika, je tle v zmeri vmes prišel nek šum, neka tema, ki razbije rdečo nit, neko nezanimanje za pogovor in tako. Evo ga šum, nekaj brenči. Ja, skozi moramo brenčati. Ali vi ne slišite? Ne. Jaz imam audiofilsko uho, pa ne zaradi tega, ker imam zlate kable na zvočnikih. To imajo audiofili. Jaz sem bolj audio inženiring.
pon delamo zase, vse, tam je to dobro, vse se draži, sam človek je vreden, če dalje manj, a ni noro, res, koliko je človeško življenje vredno, nič, pobil bi nas, kako, pa pravijo, pa bomo dali odškodnine, 60 000 evrov, ne, pa ki piše tle cena na meni, koliko sem jaz vreden, neprecenljiva je ta vrednost, več kot nafta, več kot vse, no pa glede na to, da se banke zdaj sesuvajo, ne vem, če se spomnite, v Ameriki je 95 milijonov dolarjev Biden zavrnil ali nekako s težavo odobril, skratka cela kolobocija je bila okrog tega, da za te najbolj revne ljudi se odobri 95 milijonov, no pa mislim, da jih je celo zavrnil. No zdaj, ki je pa padla banka Silicon Valley, ne, zdaj pa milijarde več niso problem za reševati najbogatejše. Opa. Tudi to so kriminalna dejanja, vse to se beleži, vse to se bo srečalo slej ko prej mislim, vse to je zbiranje dokazov. Tudi da mi gledamo 3 leta zdaj to korono, morate se zavedati, v tem času je mnogo ljudi začelo delati kriminalna dejanja pred našimi očmi in ne popuščajo, kar je precej značilno za narcise. Vztrajajo pri svojih lažeh in na svoje laži natrosijo še nove laži, ko jih prepoznaš, začnejo besneti, ker besnijo, so še bolj prepoznavni in se potrjuje naša teza in tako stvar nadaljuje do njihove norosti in počas že je tudi pri nas videti to blaznenje med predstavniki ljudstva, če ćemo jim tako reči, med temi kvazi strokovnjaki in na koncu na strani nastavljene opozicije, torej lažnih glasnikov in farizejev je čedalje več obtožb drug čez drugega. Oni, sem že rekel, so bili združeni samo zaradi tega, da so družno zajebavali in manipulirali z ljudmi. Niso marali nikoli oni ne ljudi, v smislu, a veš, ki jim pomagamo ljudem, oni nimajo nič radi ljudi, oni ne marajo niti drugega med sabo, niti ne marajo samega sebe, ker in prav zaradi tega se bojijo pogledati sami vase, ker jih je strah, mogoče tudi sram, če sram še poznajo, kaj bodo videli tam. In ne, ni jim prijetno in tudi včeraj smo na Zoomu pogruntali, da noben od nas ne bi želel biti v njihovi koži. Jaz se strinjam, zaradi tega nekako malo razmišljam v smeri, kako tam ljudem, ki so zaglajzali, ki so delovali narobe, nekako dati eno piko upanja, nekega zagona do tega, da se spremenijo, če le želijo, ker nas se res ni treba bati, ne bomo jim naredili tega, kar bi oni nam naredili, torej ne bomo se maščevali, ne bomo agresivni, ne bomo jih obsojali, ne bomo jih ne vem kaj, ampak jim pružimo ruku. Še vedno, vendar absolutno mora vsak od nas biti prepričan, da ta roka ne bo potegnjena nazaj v govno, v tem primeru moramo tudi znati takoj spustiti nazaj pa reči, ok, ti nisi še. Proces vzpona ne bo za vse. Eni ne bodo sprejeli te odgovornosti svoje in njihova pot je drugačna, kakor je od vsakega posameznika. Si rečemo, joj, pa kako smo dovolili toliko žrtev, pa cepiva, pa ne vem kaj. Vsaka duša se je odločila, da bo pomagala na tem planetu, v tem času, biti in delovati in to, kar so si izbrali, tako tudi delujejo. Moja očitno izbira tam gor takrat je bila, da bom se pomagal na tak način, kot pač delujem, da ne bom pomagal na tak način, da bom pokazal, da so škodljiva cepiva. Moramo res, ne razumemo mi vsega, ampak zagotovo stvari potekajo točno tako, kot morajo in zaradi tega se ne rabimo dosti sekirati. Tisti, ki so ali bodo odšli, se bodo k nam vrnili, ko bodo očiščeni, ko bodo se reinkarnirali.
nič ni potrebe za nobenim obsojanjem ali pa obžalovanjem, lahko se samo poslovimo in rečemo čau, srečno na tvoji poti, jaz pa želim sam sebi srečno na moji poti. Zdaj, kaj ti meni želiš, že skoraj ni pomembno, predvsem ne se sekirati zaradi drugih v kontekstu, joj, kaj pa bodo moji starši, kako pa bojo oni, pa so se cepili, pa ovo. Dragi moji, tako pač mora biti, mnogo nas je spoznalo, kakšne imamo te odnose starši, jaz v mojem primeru v partnerstvu ne morem, vsaj v zadnjem ne, ampak tudi partnerski odnosi so marsikje se končali. Včeraj na Zoomu smo pa pogruntali, da ni nujno, da se odnosi končajo, ampak gre za močno prepričanje, da se odločimo, da ljudem, svojim partnerjem ne damo energije, kot smo jim jo ponavadi dajali, kot so oni to poznali, in spoznavamo, da jih je strah, da so ubožčki, da je znotraj njih majhen otrok, ki nikoli ni prerastel, da je iskanje pozornosti delal na ta neumen način, primitiven, narcistični, v bistvu moteč za družbo, za naše pleme. Družba kot taka satanistična je pa to podpirala in pravzaprav narcise vzgajala. In narcisi so vzgojeni, priučeni, naučeni, privzgojeni in seveda tudi kemično poškodovani, pa še nagrajeni strani družbe, da so še bolj narcisi. Enkrat sem rekel, gazela leta, ne, je narcis leta, ne, baraba in tako. In to je sistem podpiral, ampak nič hudega, hvala Bogu, sistem pada. In konc je tega, bom rekel, priučenega in privzgojenega suženjstva, se je rekel Cankar, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. In sami sebe smo vzgajali v hlapčevstvo in celo drugega, iz roda v rod smo se vzgajali, smo se ali kaj vzgajali v sužnje, kar drugega, kar starši so sužnje vzgojili, ne, vzgajali. In na nas je, da prerežemo ta karmični cikel in rečemo, tukaj se ta vzgoja konča. Naprej od nas ne bodo prihajali narcisi in ne dovolimo to vrstnega delovanja in ni zaželjeno ne v odnosu do mene, ne v odnosu do naše, bom rekel, novo prihajajoče plemenske družbe. Zdaj se to že malo tako čuje, ampak ja, me veseli, ker smo dognali, da smo pleme, ne? Da smo združeni in da se prepoznavamo. Zelo, zelo me navdušuje to. Hvaležen sem pravzaprav vsakmu posebej in vsem, da nekako najdemo znotraj teh predavanj sami sebe in konec koncev drugega. Tudi ti Zoomi so super fora. Všeč mi je tehnologija, dela za nas, dajmo jo nucati, na tak način si tudi pomagati, bom rekel, razumeti, ne. Mogoče, če se dotaknem še čist, kaj smo se pogovarjali, da se moramo odklopiti od ljudi, to je vsi smo se, včeraj smo se strinjali, da vsi smo se mogli odklopiti, iako to ni bilo najbolj, bom rekel, enostavno, razumljivo ali pa ful super simple. Težke so bile te odločitve, ali ipak smo jih sprejeli in z njimi dihamo. Tako, evo, recimo narcizem je naučen in naša naloga je, nobenega ne moramo vleči, dajmo se tega zavedati, moramo pa dati na razpolago, da jim pomagamo jih odnaučiti tega programa in tega delovanja. Oni nas potrebujejo, vendar se bojijo, da bomo se jim maščevali, kot bi se oni nam. Še ena tlele za vmes, do zdaj so se nam lagali v ksiht, zdaj bo treba reči to prosti in tako, ampak imejte v glavi, da če jih mi ne bi prepoznali, bi nam gladko lagali naprej. In tega se oni tudi po malem, predvidevam, zavedajo in sklonjene glave bodo šle. Ne bo treba, se pravim, nobenega z lopato, ne s krampom, ne s pištolo. Tam imamo na višjih inštancah genocidnih
junakov, tam bo kar treba z giljotinami porihtati, pa s špagami, ker ti ljudje so izdajalci številka 1 in tudi mi smo bili vsi izdani strani svojih najbližjih. Ne? Mene je fotor izdal kepom, pa sem šel v čuzo, našuntala ga je pa mat. Ne? Mat ni nič kriva fotor, je pa pač čuden. Ne? Nima veze, kakorkoli, izdaja ni enostavna stvar in oni se zavedajo, da so izdajali, kljub temu, da še vedno slišimo, jo pa ne vejo. Ne? Zdaj, a veš, smo vsi bili naučeni, da je zemlja okrogla, ampak po toliko in toliko besedah, da mogoče pa ipak ni, je dolžnost vsakega in odgovornost vsakega posameznika, da se malo spusti pa gre malo prebrskati. Kategorično zanikanje pa jaz ga ne morem, kategoričnega zanikanja nekako spraviti v, ne, se sem narobe rekel, nimaš si kaj pomagati, če človek kategorično zanika stvari. Mora on sam reči, ok, mene pa malo zanima, ne, kaj je zdaj tle res, no super, in tle smo mi že vsi na razpolago z enkrat materiali, nikakor pa ne smemo dovoliti posmehovanja, a veš, kaj ti ni okrogla. Nabijem te na klinac, jaz sem vse to preštudiral, ti pa nisi nič preštudiral. Z okroglo zemljo se začne, pa pol naslednja stvar je krema za sončenje, pa človek začne malo učke odpirati. Ekipca purce je naokrog, jaz imam tamle v pečici kruh, ki mislim, da je že minutko preveč šut, ne, imam temperaturo malo preveč, tako da bodite prečudoviti, nova playlista je zunaj, MTK budilka playlista je dodana, imate pa še MTK mirnost ali umirjanje, ali nekaj takega, umirjanje. Obe vam pa nimam v spodje, tako da uživajte v eni in drugi. Držite se, ljubljeni ste, bodite močni, zmagujte. Čaos!